Različni so razlogi in povodi, ki so v 15-letni zgodovini katerega od 9587 botrov, ki botrujejo kot fizične osebe, pripeljali do tega, da je postal oziroma postala del projekta. Se vam ne piham na dušo, ampak preko vas, preko Vala 202 sem sledila tem vašim objavam. In vsaka se me je zmeraj dotaknila, pa zmeraj sem nekako, nisem se počutila še poklicane in potem sem pač enkrat začela sodelovati in potem se je ta ljubezen razvila. Najprej sem samo darila, kupovala, potem sem pa postala botra. Tega je zdaj že nekaj let, pravi botra Lejla, ki se je v program vključila z zelo preprostim motivom. To, da veš, da zmoreš nekomu pomagati, da je nekdo, ki pa je vesel vsakega tvojega mini, je priceless. In ta neprecenljiv občutek se je ohranil tudi, ko je čez čas postala botra drugemu varovancu. Najprej je bil to en fant, čez nekaj časa so me pa obvestili, da ta fant, na srečo so se jim družinske okoliščine izboljšale, pa ni več del programa, zdaj imam pa eno deklico, ki je pravkar končala osnovno šolo. Skratka, se veselim najinih skupnih let vnaprej. Ker v programu velja obojestranska anonimnost, botra Lejla ne pozna podrobnosti o svojih varovancih. Zdaj, seveda je plus, zato ker razumem, zakaj mora biti tako, in mislim, da je v redu, ker je treba zaščititi njih in da nimajo tega občutka, da so nekomu nekaj dolžni. Včasih pa je kak trenutek, ko bi pa si misliš, ko bi pa še ga tja peljal, pa gremo tja, pa bi ga zraven vzel, ali pa bi mu nekaj predal več, ne v smislu samo finančnega, ampak mogoče tudi kakšne etične, kakšne moralne, kakšne tvoje nekega poslanstva, ampak seveda to pač ni možno, pa upam, da bo skozi to neko, da bo mogoče prevzela tega duha, ki ga imam jasno. Zveš zelo malo, veš, koliko je star, veš ime, ki ne veš, če je prav ali pa ni. Veš tudi recimo osnovne, ne vem, ali živi sam ali ono, skratka zelo bazične. Potem pa pač, ko vprašaš, ne vem, kaj rabi, potem skozi to nekako izveš, ne vem, če ima kakšen šport rad, kaj pač so njegovi hobiji in se pač, ker te usmerijo zato, ker vprašaš, kaj bi mu lahko. In potem nekako dobiš kako pisemce nazaj, pa potem vidiš, to so še posebej ganljiva, se vedno zjočem, ko jih dobim. Saj niso neka posebej, ampak ta zahvala, ta neka, kako bi rekla, ta neki duh hvaležnosti, ki veje iz tega, te vedno znova potem, da imaš občutek, še bom, bi še dal. In hkrati navežeš neki stik, mogoče bolj metafizični. In ja, skozi te neke potem pisemce, kaj izveš o njih, potem tudi, ko vprašaš, kakšne so, ne vem, hobiji, kaj bi imel, na tak način potem malo več izveš. Osnovne informacije so pa skope, kar je seveda logično. Četudi je komunikacija premišljeno omejena, poteka nemoteno tudi z deklico, ki ji botruje sedaj. Tudi sem dobila že 3 pisemce od nje, kar me zelo veseli, vse si hranim lepo. Najprej se mi vedno zahvali in pove, kaj si je kupila za denar, ki ga je dobila, mogoče kam gre. Zdaj me je obvestila v zadnjem, da je uspešno končala osnovno šolo in da se bo vpisala v srednjo šolo. Kaj je počela čez poletje, take bolj, ker tudi verjetno ne more, verjetno tudi dobi navodila, da ne sme kaj preveč osebno, da ne bi po kakih stvarih jaz lahko, pa tudi obratno. In tudi jaz si napišem vedno spodbudne, da naj se nadaljuje, da je, koliko je pomembno šolanje, da če karkoli rabi, sem tu, da ni sama. V bistvu nekako hočem dati vedeti, da obstaja ta neki krog ljudi, ki jih mogoče ne vidi, ampak so tu za njo. Pa vsaki znova me tako lepo preseneti, ko dobim in se jih veselim naprej. Načeloma velja, da boter svojemu varovancu prispeva 30 ali 50 evrov mesečno. Višina je odvisna od tega, kdaj je vstopil boter v program. A če želi, lahko prispeva tudi izdatneje, bodisi finančno ali materialno. In to možnost botra Lejla večkrat izkoristi. Ne vem, rada bi, mogoče v tem materialnem svetu vidiš, recimo imam nečaka, ki ima vse, pa veš, da so tam neki, ki pa nimajo, in potem si pač vedno misli, seveda, otrok ima, to so 15-letniki, bi radi šli v kino, bi radi ono, bi radi na nek način bi rada omogočila, da bi vsaj do neke mere lahko bila
enakopravna v družbi teh mladostnikov, ker vsi vemo, da zdaj materializem je toliko tega maha zavzel, da otroci, če nimajo, so izločeni. In jaz bi vsaj to rada, da mogoče ni čisti izločena in potem vedno, ne vem, da ima kakšne take obleke, ki so trendi, ker jaz pač tega ne poznam, ker to so mladostniki, da si lahko kupi to, da lahko, ne vem, jih povabi v kako kino, da, ne vem, da lahko gre nekam, mogoče tudi kakšne obšolske dejavnosti. Skratka, jaz bi rada z temi sredstvi omogočila, da ni samo tisto osnovno, ker to osnovno se mi zdi tako malo, ampak da bi lahko tudi imela neko družbo, da je ne bo izločila, pa da ima tudi ona neko skočno desko, da bo mogoče kdaj v prihodnosti lahko več dosegla, kot bi pa sicer s temi omejenimi sredstvi. To bi rada dala, ne? Ta možnost, odskočno desko. In sogovornica ne razmišlja le o otrocih, ki jim pomaga prek botrstva, pač pa o vseh, ki zaradi neenakih možnosti morda nikoli ne bodo mogli doseči ciljev, izkoristiti talentov in potencialov. Zelo me boli, no. Moram reči, jaz sem rojena leta 76, pa sem še doživela sicer zadnje krike prejšnjega sistema, kjer je vseeno bilo malo bolj, ni bilo te družbene neenakosti, zdaj mi je grozno. Pred leti sem prebrala, da otroci drug drugega zmerjajo z lidlčki, se pravi, ne, se vsi razumemo, kaj to pomeni. In ta sintagma me je pravzaprav zelo močno prizadela, zato ker se mi zdi, da ta družbena razslojenost zdaj je največji strup za normalno odraščanje otroka, ker imajo čisto povsem zgrešene, kako bi rekla, ne vrednote, ampak k čemur stremimo. Jaz mislim, da bi en normalen človek moral stremeti k nečemu drugemu, kot pa je materializem. In ravno zaradi tega je ta razlika med otroki toliko bolj ven udarjajo. In ravno zaradi tega mislim, da bi moralo biti več botrov, da vsem tistim ponudimo enako, ker otroci v štartu niso več enaki. Če smo mi bili, oni zdaj niso več. In ravno to je meni leitmotiv, da pomagam, pa tudi hkrati upam, da bo enkrat kmalu se ta zdajšnja normalnost pokazala kot absolutna nenormalnost in da bojo mogoče vsi skupaj zategnili malo ročno, pa šli vseeno v nek sistem, kjer ne bo več potrebnega. Jaz bi si blazno želela, da botrstvo ne bi rabilo obstajati. Po drugi strani sem pa neznansko hvaležna, da obstaja. Ta se vem, malo oksimoronično zveni, ampak se mi zdi, da je samo po sebi zelo žalostno, da smo prišli na eno točko v družbi, kjer se morajo ljudje civilno-družbeno angažirati, da lahko eno, kar jaz mislim, da je elementarna družbena vrednota, torej enakost vseh, da se moramo za njo boriti. To bi moralo biti samo po sebi umevno. In ta neenakost je, sicer pogosteje predvsem pred leti, a žal tudi danes, izražena tudi v tem, da nekatere družine pomoč iz botrstva morajo porabiti za tako osnovne stvari, kot je hrana. Ja, to pa je predvsem, to me pa najbolj žalosti, ker jaz bi si te programe domišljala kot tisto nadgradnja, ne pa, jaz se zavedam, da je to osnova in zato poleg te osnove, ki še zmeraj hočem več, ravno zaradi tega, ker me blazno boli, da mislim, jaz v eni Sloveniji, da mi zdaj, leta 2025, se pogovarjamo o tem, da so otroci lačni, da so starostniki lačni, da so osamljeni. Mislim, to je totalni poraz naše družbe. Razumem, da ni to vse krivda individualna, ali pa včasih tudi je, ampak jaz mislim, da je to velik poraz naše družbe, da smo prišli do take točke. Želim si, vsega srca še želim, da se motim, se pa močno bojim, da plovemo k še večjem turbokapitalizmu, kot čemu smo že, da ta liberalni kapitalizem, da je vse hujši in hujši. Vsaj zdi se mi tako, no, to je moje videnje. Glede na število otrok, ki so potrebni in na število zgodb, ki jih, hvala Bogu, objavljate in sem neznansko vesela, da širite to med ljudmi, da vemo, da so ljudje, ki za hrano nimajo. Tovrstne akcije, tudi tovrstni programi, kot so botrstvo, so nujno potrebni, ker tisti del prebivalstva, ki ima dovolj, absolutno ne vidi, da obstaja tisti del, ki pa nima, zato ker so oni že sami nevidni, ker jim je nerodno prositi za pomoč, pa ravno tisti, ki bi jo najbolj potrebovali, ne bojo. Od otrok do starostnikov imamo ogromno ljudi, ki so se življenje delali, pa so zdaj revni, kopajo po smetnjakih in tako dalje. In to je ta nevidni del družbe in mislim, da premalo vidimo in zato je vaša vloga ekstremno pomembna.
In čeprav je neenakost za tiste, ki jo doživljajo, lahko izjemno boleča, Slovenija vendarle sodi med statistično gledano najmanj razslojene države sveta. Tudi zato je Lejla med tistimi, ki pomagajo tudi otrokom v mnogo bolj neenakopravnih družbah. Imam tudi enega fanta v Afriki, v Malaviju, ob Malavijskem jezeru, ki se zdaj šola in v bistvu tam je pa šolstvo sploh vse treba plačati. Zdaj je v 3. letniku srednje šole in mu plačujem šolnino, ki je 2 ali 3-krat na leto dam po 100 evrov, to je tam šolnina, kar sem blazno vesela. Dobro mu gre, vedno mi pošlje sliko spričevala, pa svoje slike, pa poznam njegovo družino, ker sem jo spoznala, ko sem bila tam, tako da se vedno znova veselim in ga tudi spodbujam, da mora iti na univerzo, mu bom pomagala, če bo potrebno, čeprav oni imajo tam na univerzo bo lažje kot srednja šola, to je meni tako smešno, da v bistvu lažje študiraš, kot pa končaš srednjo šolo, ker je univerza bolj plačana, je država bolj podpira, kot pa srednje, tako da jaz ga ves čas srčno upam, da me bo poslušal, pa da bo šel študirati in da bo imel boljše življenje kot njegovi starši. In na kak način ta skrb, naklonjenost in pomoč, ki jo nudi otrokom, bogati njo? Ker sama nimam otrok, mi da v bistvu tole neko zavest, da si pa kontribuiral ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji družbi. Po eni strani mi je v bistvu vse eno, mi ta denar meni osebno nič ne pomeni, mi pa pomeni to, da je nekdo dobil možnost, da bo lahko si neko prihodnost ustvaril. In ta zavest me pa neznansko dela srečno. Jaz samo upam, da si jo bojo. In pa tudi, če si je ne bojo, ne bom razumela tega, kot da je bil denar stran vržen, sploh ne. Ampak nekako sem v bistvu tudi malo vznemirjena, ker me zanima, kaj bo v prihodnosti z njimi in jim želim vse najboljše.